V Moravskih Toplicah je potekal posvet v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija pod akronimom DIRDET o digitalnem in regionalnem razvoju, prostorskem načrtovanju in razvoju podeželskih območij iz Slovenije in Avstrije. Gre med drugim za sodobna podporna orodja pri načrtovanju razvoja podeželskih skupnosti. Lokalne skupnosti, ki se bodo povezale, so Moravske Toplice na slovenski strani in Fojcberg na avstrijski strani meje. V Sloveniji občine imajo pristojnost prostorskega načrtovanja, mi se vsakodnevno s tem soočamo, prostorske akte prilagajamo zakonodaji, željam naših občanov, željam nas kot občine, kot uprave in marsikatero željo ali lahko ali ne upoštevamo, se težko je odločiti to. Občine so birokratska institucija, se pa sama sooča tudi s procesi, ki pri prostorskem načrtovanju pomenijo dosti birokracije. Zato smo iskali rešitev v dobi, ko vsak od nas uporablja umetno inteligenco pri različnih opravilih, da tudi mi nekako to tehnologijo uporabimo pri svojih odločitvah. In veseli nas, da smo lahko projekt pripravili, se pravi orodje, s katerim bomo lahko simulirali različne situacije naših želja, se pravi, kaj naše želje pomenijo v prihodnje, kaj bo to pomenilo, kaj mi danes odločimo, kakšen bo to vpliv v prihodnje na naše okolje. Saj se da to tudi papirnato in tako urediti, ampak to traja nenormalno dolgo. Orodja, kot je umetna inteligenca, digitalni dvojček, pa to v sekundah upravi za nas in bo nam na občini prihranilo ogromno časa za kaj drugega. Je pa fajn, da programi Interreg, mednarodni, se pravi Slovenija, Avstrija in drugi, omogočajo prijavo takšnih projektov. Zahvaljujem se vsem ocenjevalcem, tisti, ki so našli dober izziv v našem projektu in nas potrdili za financiranje, da bomo skupnimi močmi čez mejo uspeli najti dobro rešitev, ki bo uporabna tudi prihodnje ne samo za našo občino, ampak za vse ostale druge podeželske občine. Na avstrijski strani meje se prav tako soočajo s problematiko, ki je podobna tej na naši strani meje. In projekt bo pokazal možnosti, ki jih ta ponuja, ali bolje, kako so te možnosti uporabne v praksi. Opažamo, da obstajajo nove tehnološke možnosti, ki nam sicer še niso na voljo, jih morda niti ne poznamo podrobno, tako da to bo odločilen korak. Sami smo pa rekli, da tukaj pričakujemo dodatne kompetence, ki bi jih želeli imeti sami, in to je zagotovo pristop, ki smo se ga želeli lotiti in slediti tej poti. Kakšen pomen bi imel uspeh projekta za obe sodelujoči občini, sicer še ne moremo predvideti. Obetata pa si obe občini seveda prednosti pri pridobivanju in upravljanju podatkov. Če si predstavljamo leto 2035, je to vizija, da to, kar se bomo skupaj v tem projektu naučili, prenesemo v pozitivni razvoj naših krajev. Tako bi imeli na voljo instrument za načrtovanje, ki bo seveda na novo na razpolago, da tudi vidimo neposreden vpliv in mislim, da je to tudi zanimivo pri tem, da lahko vnaprej, vsaj teoretično, preverimo, kako lahko te rezultate uresničimo in to lahko vidimo v realnem času. To se je tako tudi zgodilo in prebivalstvo je zadevo sprejelo, kot smo si zastavili. V Moravskih Toplicah se optimistično ozirajo v prihodnost oziroma predvidevajo, da bodo po desetletju pogledali s ponosom in zadovoljstvom v letošnje leto. Ko bomo pogledali nazaj na leto 2025 in takrat razmišljali, dobro je bilo, da smo se takrat odločili, pripravili ta projekt, ker če takrat to ne bi, kot posledico tega projekta seveda vidim nadgradnjo do leta 2035, če se takrat ne bi odločili, se pravi 2035, da gledamo z nas 10 let nazaj,
da gremo v projekt, da ga pripravimo skupaj z našimi mednarodnimi partnerji in bomo videli, da drugi pa to že takrat delajo, mi pa ne bomo imeli pojma, kako in kaj. Želim si, da 235 zaposleni, ki bodo, vodstvo občine, ki bo, da bodo vedeli, hvala, da so to takrat storili, da danes, leta 2035, uspešno to uporabljamo, smo vpeljali v procese delovanja občinske uprave in prihranili ogromno časa, da se ne rabimo papirnato ukvarjati s stvarmi, ampak da za nas to počne ta digitalna agenda, umetna inteligenca. Odločitev za integrirani proces tako imenovanega digitalnega dvojčka je ambiciozen projekt, kljub temu, da obe občini ne spadata med velike občine. Morda lahko z inovativnim pristopom postaneta celo vzor drugim manjšim občinam. Mislim, da ja. Projekt lahko pokaže, da se ne smemo bati novih tehnoloških možnosti. Vsaka občina, vsaka regija ima svoje prednosti in slabosti in to je po mojem mnenju priložnost, da se iz lastnih prednosti naučimo, kako lahko zadeve prenesemo v druge regije, v druga okolja, v druge občine. In v bistvu gre za to, da vse te številne zamisli, ki bodo nastale v našem sodelovanju, lahko tudi predamo drugih in da se učimo drug od drugega. Majhnost občine ne predstavlja težav. Majhnost občinske uprave verjamem, da je prednost napram drugim večjim, ker naša občinska uprava, občinski svet je tako bolj agilen in se hitro lahko odloči, da bo šel pri razvoju v neko drugo smer. Ne rabimo 50-100 zaposlenih učiti, prepričevati, da sedaj pa bo občina šla v to smer in smo kot majhna skupnost, majhna občinska uprava, torej bolj agilni in hitro lahko sprejmemo drugačne odločitve in gremo v drugačno smer pri razvoju. Zato taka majhnost je tudi prednost včasih. Moravske Toplice so turistični center te regije. Število nočitev je nekje blizu 500 000 turistov. Nočitev opravijo turisti pri nas. Prostorsko načrtovanje je zato zelo pomembna stvar. Kaj bomo v centru Moravskih Toplic recimo naredili, da bomo naredili dobro optimalno za domačine, ker Moravske Toplice niso mesto, so vas. V zadnjih 50 letih so se komaj razvili v turistično središče. In kaj bomo naredili za turiste, da Moravske Toplice naredimo še bolj privlačne, torej za turiste. Več sfer tega je, skratka, kot če ste že omenili, da majhnost, odvisno kakšna majhnost, pa odvisno pri kateri stvari. Kakšno sporočilo je projekt in razprava ostalim obmejnim občinam, so prav tako želeli pokazati na razpravi. Kar se tiče prostorskega načrtovanja, je ta zelo raznolika. Številne stvari je treba upoštevati pri integriranem razvoju. V bistvu je treba vključiti tudi občane in občanke, brez tega ne bo šlo. In upoštevati je treba nove tehnološke možnosti, kot je na primer umetna inteligenca, in tako lahko skupno delamo na tem, da dvignemo kakovost bivanja samega kraja. To pa lahko skupaj z novimi možnostmi še dodatno razvijemo. Republika Slovenija je že pred leti šla v tako imenovano debirokratizacijo, a ostaja občutek, da je birokracije vsak dan več. In ne vem, če je to prava smer, ker nas to pri razvoju duši. Zato sporočilo odločevalcem na višjih ravneh je to, da z uporabo digitalnih orodij, kot bomo to mi razvili, se da časovno vse procese optimizirati. Zakaj je to dobro? Da imamo potem čas razmišljati o drugih razvojnih potencialih, projektih, ki bodo na drug način vplivali na počutje in življenje občanov, državljanov. Mi pa bomo imeli več časa tudi za to. Želim si, da z našim projektom začenjamo neko novo
ero v digitalizaciji, da povemo, glejte, odločevalcem, glejte, da se marsikaj spremeniti. Mi smo začeli na majhno, se pravi samo prostorsko načrtovanje, lahko pa gremo tudi z leti na veliko in čez 10 let, kot ste prej vprašali, upam, da se bomo lahko pogovarjali, da naš začetek projekta umetne inteligence digitalnih dvojčkov je povzročil pri odločevalcih na raznih ravneh te države nek signal, da tudi v drugih procesih gremo na umetno inteligenco, digitalne dvojčke in podobne moderne tehnologije. Čezmejni strokovni posvet DIRDIT bo vključen z neposredno izmenjavo izkušenj med lokalnimi odločevalci in strokovno javnostjo, krepitev čezmejnega sodelovanja ter oblikovanje skupnih izhodišč za nadaljnje projektno in razvojno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja podeželskih območij.